Hvala lepa. Spoštovani gostje, lepo pozdravljeni in dobrodošli. Dobrodošli na svečani podelitvi nazivov zaslužna profesorica, zaslužni profesor Univerze v Ljubljani. Omenjene nazive na Univerzi v Ljubljani podeljujemo tistim upokojenim učiteljicam in učiteljem, ki so pomembno prispevali k razvoju znanstvene ali umetniške panoge ter seveda za predano pedagoško in mentorsko delo. Danes bomo podelili 15 takšnih nazivov. Zato za uvodne besede prosim rektorja Univerze v Ljubljani, profesorja dr. Ivana Svetlika. Spoštovane profesorice in profesori, spoštovani zbor. Ob praznovanju 97. jubileja Univerze v Ljubljani imam prijetno dolžnost in čast, da najzaslužnejšim profesorjem Univerze v Ljubljani podelim listine zaslužnih profesorjev. Nekateri med vami ste vse svoje profesionalno življenje in delovanje posvetili ne le svojim znanstvenim matičnim fakultetam in svojemu področju, temveč tudi univerzi. Vsakdo je to univerzo zaznamoval svojim posebnim prispevkom k njenemu razvoju. Med takimi prispevki so nedvomno odpiranje in razvoj novih znanstvenih področij in disciplin, oblikovanje in razvoj novih študijskih programov, ustanovitev in vodenje oddelkov, laboratorijev in drugih organizacijskih enot, opravljanje odgovornih funkcij na fakultetah in na univerzi, utrjevanje poti in ugleda univerze v domačem in mednarodnem prostoru in seveda predano pedagoško in raziskovalno delo. Hvala vsem. Brez vas Univerza v Ljubljani danes ne bi bila to, kar je. Listine zaslužnih profesorjev pa niso le izraz zahvale univerze. Z njimi izražamo iskreno željo po nadaljnjem sodelovanju, ki bo sicer manj intenzivno kot doslej, toda nič manj dragoceno. Želimo si, da ostanete s svojim bogatim znanjem in izkušnjami naklonjeni univerzi in pripravljeni obogatiti naše delovanje s kakim predavanjem, mentorstvom ali nasvetom. Prepričan sem, da vam bodo na naših članicah v skladu z možnostmi, ki jih imajo, omogočali ohranjati stike s kolegi in seveda z univerzitetnim okoljem tudi v prihodnje. Na rektoratu pa bomo poskrbeli za vašo obveščenost o razvojnih korakih univerze in o pomembnih dogodkih, ki se vrstijo skozi leto. Še enkrat iskrena hvala v imenu univerze in njenih diplomantov, ki so tudi vaši diplomanti. Hvala lepa. Rektor, hvala. Današnji slavnostni govornik je ustanovitelj ljubljanske šole heterociklične kemije skupaj s profesorjem Mihom Tišlerjem, ki je mednarodno razpoznavna že pol stoletja. Je avtor in soavtor več kot 650 publikacij. Kot vabljeni predavatelj je predaval po celem svetu. Za svoje delo je prejel več nagrad in priznanj. Je član številnih znanstvenih in strokovnih združenj. K besedi vabim akademika profesorja dr. Branka Stanovnika. Spoštovani gospod rektor, gospe dekani in gospodje dekani, današnje slavljenke in slavljenci, častni gostje, gospe in gospodje. Najprej se zahvaljujem gospodu rektorju za nadvse prijazno povabilo za slavnostni nagovor ob letošnjem imenovanju zaslužnih profesoric in profesorjev Univerze v Ljubljani. Današnjim slavljenkam in slavljencem najprej iskreno čestitam za današnja priznanja, hkrati pa izrekam zahvalo v imenu univerze in v svojem imenu za dolgoletno uspešno službovanje, za prispevek k mednarodnemu ugledu in razpoznavnosti Univerze v Ljubljani. Službovali ste v obdobju velikih sprememb, neprestanih reform in antireform in na koncu ste doživeli še bolonjsko reformo,
vendar pa ste kljub tem velikim organizacijskim spremembam in skromnim financiranju še vedno našli dovolj časa in energije za poglobljeno pedagoško in znanstveno delo. Pred nekaj leti pa je univerzo in nas se prizadel tako imenovani ZUJF, ki predstavlja pravzaprav največjo čistko po drugi svetovni vojni na univerzi, saj je z enim samim zamahom odstranil dolgoletne vodje pedagoškega in raziskovalnega dela, ne da bi univerza imela čas poskrbeti za ustrezne nadomestitve. Takega posega univerza ne bi smela dopustiti. Posledice tega nepremišljenega dejanja se bodo pokazale šele v naslednjih letih. Današnji časi niso lahki, kajti vetrovi pihajo iz različnih smeri in poleg tega neprestano spreminjajo smer. Rimski filozof Seneca je pred 2000 leti zapisal: če ne veste, kam plovete, vam tudi dober veter ne pomaga. Družba postaja iz dneva v dan bolj zapletena, problemi, ki se pojavljajo pred nami, so vedno bolj zavozlani. Sporedno s tem je število ljudi, ki so sposobni in voljni reševati te probleme, vedno manjše. Na mnogih področjih ne dosegamo več kritične mase. V zadnjih letih vsi govorimo o primerljivosti univerz in v tem je bistvo problema. Bolonjska reforma skuša evropske univerze upovprečiti, vsaka od njih pa poskuša druge prepričati, da je nadpovprečna. In že imamo reformo reforme. S tem pa nikakor ne smemo biti zadovoljni. Resnično reformo, to je napredek, ustvarjajo genialni ljudje, ki jih sodobniki po definiciji ne razumejo, ki ne ustvarjajo po političnem diktatu, ne usojo medijskih žarometov. Slovenci imamo majhno število univerz, zato pa ne smejo biti povprečne, ampak morajo biti nadpovprečne. Pri tem pa se morajo upoštevati še posebnosti naroda, kajti univerza je ena od narodovih svetih inštitucij, ki morajo biti sposobne kazati pot k uspehu in s tem k duhovnemu in materialnemu napredku. Pred nekaj leti je bil na Brdu pri Kranju posvet o internacionalizaciji univerz. Ko sem poslušal nekatere od teh tako imenovanih mednarodnih strokovnjakov, nekateri med njimi so bili zelo mladi, na primer predstavnik nemške rektorske konference, sem pomislil na našo šolsko tradicijo, ki smo na njo zares lahko ponosni. Leta 1563 je bila v Ljubljani ustanovljena protestantska deželna šola, ki je leta 1593 sledil jezuitski kolegij, iz katerega se je po terezijanskih reformah razvila humanistična oziroma klasična gimnazija. S terezijanskimi šolskimi reformami je bilo cerkveno šolstvo 1773 ukinjeno, z letom 1848 je bila dotedanja 6-razredna gimnazija razširjena v 8-razredno šolo. V teh 400 letih je klasično izobraževanje doživelo in preživelo marsikaj. Turške upade, francosko okupacijo, Prvo svetovno vojsko, italijansko in nemško okupacijo, po drugi svetovni vojski pa so jo nove oblasti ukinile. Če pregledamo teh 400 let, ugotovimo, da je bila šola v vsakem pogledu najbolj internacionalna za časa jezuitskega kolegija. Dijaki so prihajali ne samo z Kranjske, ampak tudi iz sosednjih dežel, Istre, Dalmacije, Ogrske, Benečije in Furlanije. Tudi rektorji so bili v glavnem tujci iz Neaplja, Regensburga, Pariza, Dunaja, vmes pa tudi kdo iz Idrije, Kočevja, Ljubljane. Absolventi so odhajali študirati naprej, mnogi so zasedli pomembna mesta na drugih univerzah, cesarskih in kraljevih dvorih. Na klasični gimnaziji so se izobraževali mnogi pomembni ljudje. Valvazori, Zoisi, Auerspergi, Kopitar, Vega, tudi prvi in doslej edini Nobelov nagrajenec Friderik Pregl, ki je za mikroanalizo ogljika, vodika in dušika prejel 1921 Nobelovo nagrado, je bil absolvent te šole. Žiga Zoisa pozna veliko Slovencev kot organizatorja tako imenovanega Zoisovega krožka in mecena slovenskih razsvetljencev, Vodnika, Kopitarja, Linharta, Japlja, Kumerdeja in drugih, ki so se zavzemali za slovenski jezik in kulturo. Klasična gimnazija in s tem humanistična vzgoja je bila ukinjena, zadnji po raznih ljubljanskih gimnazijah razseljeni razredi klasične gimnazije so opravili maturo leta 1965
In zadnji profesori, solidno s humanistično izobrazbo, so z univerze odšli v začetku tega tisočletja, prav zadnji pa z tako imenovanim ZUJF-om. V anglosaksonskem svetu latinščina in stara grščina ponovno postajata zelo popularna in mnogi znanci v ZDA in Kanadi s ponosom povedo, da se njihovi otroci in vnuki učijo teh dveh jezikov. Bistvo klasičnih jezikov namreč ni samo v besednem zakladu in komplicirani slovnici in še posebej v latinski sintaksi, ampak predvsem v miselnosti latinskih in grških pisateljev in filozofov. Tudi v Sloveniji se časi polagamo spreminjajo. Z velikim veseljem opažam, s kakšno vnemo naši latinisti in grecisti pospešeno prevajajo latinske in grške klasike. Prej ali slej bo ta humanistična izobrazba prodrla v zavest mlajših generacij. Zakaj omenjam vse to? V zadnjem času se je v zvezi s slovenščino oziroma tujimi jeziki kot učnem jeziku na univerzah vnela prava besedna vojna. Tako v tisku, kakor tudi v drugih medijih. Mnogi članki so dajali vtis pravih znanstvenih del, ki bodo avtorjem prav gotovo prinesli nekaj točk v sistemu COBISS. Vsa stvar bi bila prav zabavna, če ne bi bila zaradi svoje ozkosti in omejenosti pogledov tragična. Ob tem sem se spomnil na dogajanje leta 1906 na berlinski Humboldtovi univerzi, ki je bila takrat najnaprednejša evropska univerza. Berlinska univerza je namreč leta 1905 sklenila sporazum o izmenjavi profesorjev z nekaterimi univerzami v Združenih državah Amerike. In leta 1906 so začeli prihajati prvi profesorji in že je nastal problem, ki so ga seveda definirali mnogo bolj inteligentno. Rekli so namreč, ali lahko profesori iz tujine uporabljajo v svojih predavanjih svoj materni jezik ali pa morajo uporabljati jezik poslušalcev. Takrat so namreč taka predavanja obiskovali tudi laiki. Debata traja občasno še danes. Medtem se je stanje spremenilo, tako da je angleščina lingua franca sporazumevanja na univerzah po celem svetu. Mogoče bo čez 50 let to kitajščina. Moji grški prijatelji so mi pred kratkim povedali, da je na področju kontejnerskega terminala v Pirejskem pristanišču prvi jezik mandarinščina, angleščina pa šele drugi jezik, o grščini ni niti sledu. Ali so se zagovorniki angleščine na slovenskih univerzah kdaj vprašali, ali imajo slovenski študentje na slovenskih univerzah pravico poslušati predavanja in opravljati izpite v slovenščini? Ali je oziroma bo ta pravica slovenskim študentom na slovenskih univerzah zagotovljena? Pri vsej tej debati o jeziku na univerzah v Sloveniji pa se ni nihče vprašal, zakaj je tako. Če sem to spregledal, se avtorju iskreno opravičujem. Nihče se ni vprašal, zakaj so naši predniki v časih, ko je bil jezik sporazumevanja med intelektualci v Evropi latinščina, ko je bil jezik vladarske hiše in s tem uradni jezik dežele nemški, ko ni bilo nobenih zakonov, ki bi predpisovali rabo slovenščine, ko nismo imeli svoje države, pripravili vrsto za narodovo kulturo pomembnih del. Najprej protestanti, Trubar, Dalmatin, Bohorič, pozneje Kizmič v Prekmurju, pa Zoisov krožek in drugi, ko so bili ustvarjeni najlepši biseri slovenske poezije in proze v časih turških upadov, francoske revolucije, v novejšem času italijanske in nemške okupacije. Odgovor je zelo jasen. Slovenščina se je ohranila zato, ker so se ljudje zaradi svoje humanistične izobrazbe, ki jim je privzgojila domovinsko zavest, zavedali svojih korenin, ker so imeli radi svoj rod in svojo deželo. Humanistična vzgoja je poskrbela za domovinsko zavest. Že v prvem razredu gimnazije smo se kot 10-letni dijaki pri prvi uri latinščine učili salus rei publice suprema lex, blaginja države, domovine, torej bodi prvi zakon. V višjih razredih pa smo se ob branju Ciceronovih, Salustovih, Demostenovih spisov in govorov učili o pravičnosti, moralnih normah, pri Antigoni pa med drugim tudi o pravici do spodobnega pokopa. Odkar pa imamo svojo državo, smo pozabili na domovinsko zavest in posledice so tu. Pa še nekaj, vsa polemika je usmerjena na univerzo.
V torkovi števili Dela 29. novembra je podal odličen pregled stanja slovenščine v družbi upokojeni diplomat Ivan Seničar. Od najvišjih predstavnikov do novinarjev in tako naprej, ki kvarijo slovenščino. K temu bi dodal samo še en primer. Če pogledamo samo nekaj 100 metrov okrog rektorata, bomo našli imena picerij in špageterij, napisana vsaj na 6 različnih načinov, od katerih ni niti eno zapisano pravilno. Ali ste se kdaj vprašali, kdo je te ljudi učil slovenščino? Hvala lepa. Profesor Stanovnik, najlepša hvala za vaše besede. Preden začnemo s podelitvijo častnih nazivov, se za nekaj trenutkov posvetimo glasbi. Študenta Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani, Žiga Petrič in Filip Korošec, ki sestavljata duo Marimb, bosta zaigrala skladbo Elaborada del Gracioso skladatelja Maurisa Ravela. Prosim.
Najlepša hvala Žigi Petriču in Filipu Korošcu z Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani. Naj se torej podelitev častnih nazivov začne. Naziv zaslužni profesor Univerze v Ljubljani prejme profesor Igor Dekleva na predlog Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani. Mednarodno uveljavljeni slovenski pianist, skladatelj in pedagog, upokojeni profesor Igor Dekleva je kot solist izvedel več kot 1600 koncertov v Evropi, Ameriki, Afriki in Aziji. Soprogo Alenko je v klavirskem duo Dekleva koncertiral v Sloveniji, Evropi in Združenih državah Amerike. Na Akademiji za glasbo Univerze v Ljubljani je uvedel nov predmet klavirski duo in ga uspešno poučeval. Njegovo umetniško delo je zapisano na 28 ploščah, zgoščenkah, audio in videokasetah. Njegov skladateljski opus šteje več kot 600 skladb, večinoma za klavir, zbore, komorne in solistične zasedbe. Je prejemnik Betetove nagrade ter nagrade mesta Ljubljane. Rektor, prosim za podelitev naziva. Spoštovani profesor Igor Dekleva, v čast mi je imenovati vas za zaslužnega profesorja Univerze v Ljubljani. Naziv zaslužni profesor Univerze v Ljubljani prejme profesor Boris Šurbek na predlog Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani. Profesor Šurbek je vrhunski glasbeni interpret na področju tolkal. Na Akademiji za glasbo Univerze v Ljubljani je z odliko končal študij klavirja in tolkal. Bil je solist in vodja tolkalne skupine Simfoničnega orkestra RTV Slovenija ter redni član komornega ansambla Slavko Ostrc. Ustanovil je studio za tolkala, odigral več kot 60 koncertov in izvedel 50 novitet slovenskih skladateljev. Umetniško delo profesorja Borisa Šurbka je arhivirano na mnogih posnetkih in zgoščenkah Radia Slovenije, založbi Helidom in Blarikum v Amsterdamu. Med drugim je prejemnik Betetove nagrade. Rektor, prosim za podelitev naziva. Spoštovani profesor Boris Šurbek, v čast mi je imenovati vas za zaslužnega profesorja Univerze v Ljubljani. Še vizitko vam podarim. Vizitko še dobiti. Naziv zaslužni profesor Univerze v Ljubljani prejme profesor dr. Franc Batič na predlog Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Profesor Franc Batič, botanik in ekolog, je v svoji skoraj 45-letni profesionalni karieri deloval na Nacionalnem inštitutu za biologijo, Gozdarskem inštitutu Slovenije in najdalj časa na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. Odlikovalo ga je predano in zagnano pedagoško, raziskovalno in strokovno delo. Raziskovalno se je posvečal rastlinski ekologiji, biologiji lišajev ter bioindikaciji onesnaženosti okolja. Pomembno je prispeval k razvoju slovenske botanike, ekologije in varstva okolja, k prenosu teh znanj v izobraževanje in popularizaciji botaničnih disciplin. Rektor, prosim za podelitev naziva. Spoštovani profesor dr. Franc Batič, v čast mi je imenovati vas za zaslužnega profesorja Univerze v Ljubljani. Naziv zaslužna profesorica Univerze v Ljubljani prejme profesorica doktorica Lidija Zadnik-Stirn na predlog Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Življenjsko energijo je posvetila delu na področju operacijskih raziskav, pri čemer je izpopolnjevala poslanstvo raziskovalke in publicistke v nacionalnem in mednarodnem okolju. S pedagoškim in znanstvenim delom je v slovenskem prostoru postavila trdne temelje operacijskim raziskavam in njihovi uporabi na ekonomskem in okoljevarstvenem področju. Še vedno prevzema najodgovornejše funkcije v mednarodnih združenjih in v znanstvenih publikacijah, ter kot vzor sodelavcem bogato znanje prenaša na mlajše. Rektor, prosim za podelitev naziva.
Spoštovana profesorica dr. Lidija Zadnik-Stirn, v čast mi je imenovati vas za zaslužno profesorico Univerze v Ljubljani. Čestitke. Naziv zaslužna profesorica Univerze v Ljubljani prejme profesorica dr. Tanja Renar na predlog Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani. V svoji bogati znanstveno-raziskovalni karieri je objavila številne članke ter knjige, največ s področji, ki jih je raziskovalno razvijala. To so študije spolov ter ženske študije, študij družine in mladine. Na pedagoškem področju je vselej skrbela za prenos svojih raziskovalnih dognanj v pedagoški proces, s posebno skrbjo pa je vpeljevala nove tematike, predvsem tiste, ki so bile v akademskem okolju ali marginalizirane ali prezrte. Zaslužna je za razvoj številnih novih predmetov in študijskih programov. Ker je danes ni z nami, ji naziv podeljujemo v njeni odsotnosti. Vseeno prosim za en aplavz. Naziv zaslužna profesorica Univerze v Ljubljani prejme profesorica dr. Martina Orožen na predlog Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Profesorica Martina Orožen je zaradi celovitosti, vsestranskosti in izvirnosti prispevkov k zgodovini slovenistike in slovenske slavistike najbolj sistematično nadaljevala zgodovinsko jezikoslovno delo začetnika slovenistike na Univerzi v Ljubljani, akademika Frana Ramovša. Njeni dosežki so prepoznani kot izjemni, zato velja za najboljšo poznavalko razvoja slovenskega jezika. Tvorno je prispevala k uspešnemu širjenju slovenistične znanosti in nacionalne prepoznavnosti v tujini, ves čas pa je svoje znanje podajala novim generacijam s pedagoškim žarom in človeško toplino. Rektor, prosim za podelitev naziva. Spoštovana profesorica dr. Martina Orožen, v čast mi je imenovati vas za zaslužno profesorico Univerze v Ljubljani. Naziv zaslužni profesor Univerze v Ljubljani prejme profesor dr. Mitja Saje na predlog Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Profesor Mitja Saje je bil eden od soustanoviteljev oddelka za azijske študije na Filozofski fakulteti in s tem tudi začetnik azijskih študij na Univerzi v Ljubljani. Leta 2006 je kot glavni organizator 16. konference Evropske zveze za kitajske študije v Ljubljani slovensko sinologijo postavil na zemljevid Evrope. Svojim raziskovanjem življenja in dela slovenskega jezuitskega misionarja Avguština Hallersteina v 18. stoletju na cesarskem dvoru v Pekingu je odločilno prispeval k prepoznavnosti slovenske sinologije na Kitajskem. Že leta 1990 je izdal prvi kitajsko-slovenski slovar. Rektor, prosim za podelitev naziva. Spoštovani profesor dr. Mitja Saje, v čast mi je imenovati vas za zaslužnega profesorja Univerze v Ljubljani. Naziv zaslužni profesor Univerze v Ljubljani prejme profesor dr. Aleksander Skaza na predlog Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Profesor Aleksander Skaza je eden prvih poznavalcev ruske literarne teorije na Slovenskem. Njemu gre zasluga, da je v slovenski znanstveni in kulturni prostor zanesel ideje in metode ruskih formalistov. Kot eden prvih je v časih sovjetskega totalitarizma Slovence seznanjal z ruskim vidikom semiotike. Z novimi metodami v raziskovanju umetniškega teksta mu je uspelo vzpostaviti temelje moderni rusistiki, ki se je pričela meriti z najpomembnejšimi centri slavistike po svetu. Bil je tudi ustanovni član društva Slovenija-Rusija. Rektor, prosim za podelitev naziva. Spoštovani profesor dr. Aleksander Skaza, v čast mi je imenovati vas za zaslužnega profesorja Univerze v Ljubljani.
Naziv zaslužna profesorica Univerze v Ljubljani prejme profesorica doktorica Nataša Bukovec na predlog Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani. Profesorica Nataša Bukovec je na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo Univerze v Ljubljani na katedri za anorgansko kemijo leta 1978 doktorirala. Njeno raziskovalno delo je obsegalo sinteze in karakterizacije kompleksnih spojin za in vivo in vitro raziskave antikancerogenega vpliva teh spojin, sinteze in karakterizacije oksidnih materialov in tankih filmov ter termično analizo materialov. Iz obširnega opusa del profesorice Nataše Bukovec je razviden njen prispevek k razvoju in dvigu znanstvene stroke ter izjemno predano pedagoško in mentorsko delo. Rektor, prosim za podelitev naziva. Spoštovana profesorica doktorica Nataša Bukovec, v čast mi je imenovati vas za zaslužno profesorico Univerze v Ljubljani. Naziv zaslužni profesor Univerze v Ljubljani prejme profesor dr. Radovan Stanislav Pejovnik na predlog Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani. Profesor Radovan Stanislav Pejovnik je na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo Univerze v Ljubljani leta 1978 doktoriral. V svoji karieri je upravljal vrsto vodstvenih funkcij tako na nivoju Fakultete za kemijo in tehnologijo Univerze v Ljubljani kot drugih institucijah. Raziskovalni in pedagoški opus profesorja Pejovnika je zelo bogat. Pomembno je prispeval k razvoju področja vede o materialih in vzgoji kadrov na tem področju. Za svoje vsestransko delovanje je dobil več nagrad. Rektor, prosim za podelitev naziva. Spoštovani profesor dr. Radovan Stanislav Pejovnik, v čast mi je imenovati vas za zaslužnega profesorja Univerze v Ljubljani. Naziv zaslužni profesor Univerze v Ljubljani prejme profesor dr. Dušan Kodek na predlog Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani. Profesor Dušan Kodek je eminenten pedagog in priznan raziskovalec na področjih digitalnega procesiranja signalov, kombinatorične optimizacije, arhitekture računalniških sistemov ter kontrole procesov. Njegovo delo je pomembno vplivalo na razvoj informacijske družbe v Sloveniji, zanj je prejel najvišje nagrade. Pod njegovim vodstvom je bila leta 1996 kot samostojna fakulteta v sklopu Univerze v Ljubljani ustanovljena Fakulteta za računalništvo in informatiko. Postal je njen prvi dekan in jo uspešno vodil 3 mandate. Rektor, prosim za podelitev naziva. Spoštovani profesor dr. Dušan Kodek, v čast mi je imenovati vas za zaslužnega profesorja Univerze v Ljubljani. Naziv zaslužni profesor Univerze v Ljubljani prejme profesor dr. Ljubo Marijon na predlog Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani. Profesor Ljubo Marijon je s svojim pedagoškim, raziskovalnim in kliničnim delom pomembno prispeval k razvoju slovenske stomatološke protetike. Njegov obširen raziskovalni opus je potekal od začetnih testiranj dentalnih materialov, sledile so raziskave z področja elektrognatografije, kasneje pa 2 klinično usmerjeni raziskovalni področji, ovrednotenje implantantno-protetične oskrbe in vrednotenje oskrbe s porcelanskimi estetskimi fasetami. Njegove zadnje raziskave vključujejo področje dentalnih keramik, zlasti cirkonijeve oksidne keramike in njene uporabe v zobozdravstvu. Rektor, prosim za podelitev naziva. Spoštovani profesor dr. Ljubo Marijon, v čast mi je imenovati vas za zaslužnega profesorja Univerze v Ljubljani.
Naziv zaslužna profesorica Univerze v Ljubljani prejme profesorica doktorica Martina Žmuc-Tomori na predlog Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani. Profesorica Martina Žmuc-Tomori je pomembno prispevala k razvoju psihiatrije, zlasti pedopsihiatrije. Sodelovala je tudi pri organizaciji stroke v slovenskem prostoru, njena dela imajo pomembno mednarodno veljavo, kar kažejo številne publikacije z področja raziskovalnega, strokovnega in pedagoškega dela, in to s preko 650 citati. Kot raziskovalka je priznana doma in v tujini na področjih pedopsihiatrije in suicidologije. Rektor, prosim za podelitev naziva. Spoštovana profesorica dr. Martina Žmuc-Tomori, v čast mi je imenovati vas za zaslužno profesorico Univerze v Ljubljani. Naziv zaslužna profesorica Univerze v Ljubljani prejme profesorica doktorica Mirjam Marjeta Škrk na predlog Pravne fakultete Univerze v Ljubljani. Profesorica Mirjam Marjeta Škrk je svojo znanstveno, pedagoško in strokovno poklicno pot zapisala in posvetila mednarodnemu pravu. Svoje poslanstvo prispevati k pedagoškemu delu na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani je vestno izpolnjevala tudi v času mandata ustavne sodnice. V luči vseh njenih znanstvenih, strokovnih in pedagoških dosežkov gre za osebo, ki uživa visok znanstveni in strokovni ugled v Sloveniji in svetu in je pomembno prispevala k razvoju znanosti mednarodnega prava in predano opravljala pedagoško delo na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Rektor, prosim za podelitev naziva. Spoštovana profesorica dr. Mirjam Marjeta Škrk, v čast mi je imenovati vas za zaslužno profesorico Univerze v Ljubljani. Naziv zaslužni profesor Univerze v Ljubljani pa prejme tudi profesor dr. Ivan Mrzel na predlog Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani. Profesor Ivan Mrzel je dolgoletni predstojnik Inštituta za zdravstveno varstvo perutnine, sodi med izjemne pedagoge, raziskovalce in strokovnjake na področju bolezni perutnine in ljubiteljskih vrst malih živali. Še vedno je aktiven član naše družbe, kot strokovnjak je cenjen v veterinarskih, farmacevtskih, kmetijskih in lovskih krogih ter društvih gojiteljev malih ljubiteljskih živali. O tem pričajo vabila na številna predavanja, pa tudi priznanja in plakete. Njegovo delo je bilo nagrajeno tudi z Blajvajzovim priznanjem. Rektor, prosim za podelitev naziva. Spoštovani profesor dr. Ivan Mrzel, v čast mi je imenovati vas za zaslužnega profesorja Univerze v Ljubljani. Še enkrat iskrene čestitke vsem novim zaslužnim profesoricam in profesorjem Univerze v Ljubljani. V njihovem, vašem imenu se bo zahvalil zaslužni profesor Igor Dekleva. Lepo prosim. Spoštovani gospod rektor, akademski zbor in vsi zbrani na tem slavnostnem dogodku. Zahvala v imenu vseh nagrajenk in nagrajencev tega visokega priznanja je odgovorna naloga. Sprejel sem jo po premisleku, saj se zavedam pomena vrhunskih poznavalcev iz zelo različnih strokovnih področij. Skupna pa je tradicija, dediščina naše univerze, skupaj tudi stremimo k razvoju in napredku v skoraj 100-letnem obstoju Univerze v Ljubljani.
Mogoče pa je premalo znano, da korenine našega visokošolskega študija segajo še dlje, vse tja do konca 16. stoletja. Cerkveni kolegi na Starem trgu v Ljubljani, nasproti današnjega poslopja Akademije za glasbo v Stiškem dvorcu, je vseboval nekatere prvine ustanove visoke ravni z aritmetiko, geometrijo, astronomijo in glasbo. V sklopu kvadriviuma ter triviuma z gramatiko, retoriko in logistiko oziroma dialektiko s skupnim imenom sedmero svobodnih umetnosti. Pouk je sicer potekal v latinščini, potem pojasnjevan tudi v slovenščini. Po ukojnitvi kolegija je v Ljubljani za časa ilirskih provinc za kratek čas, samo 3 let, vzniknil visokošolski študij. Bil je pomemben signal ozaveščenja, saj je bilo kar 2/3 študentov iz kranjskih dežel. Na novo ustanovljeni Universitas Labacensis leta 1919 je moj oče, eden prvih doktorandov, moral rigoros iz rimskega prava še vedno pisno in ustno zagovarjati v tekoči latinščini. Zato smo bili v naši družini nenehno priča množici latinskih pregovorov, ki veljajo še danes. Žal so prezrti. Zato pa so namesto tradicionalnih vrednot masovni mediji raje uvozili čezmorsko krilatico slaba novica je dobra novica. Preplavljajo nas z nasiljem in preštevanjem žrtev raznih prometnih, naravnih in vojnih nesreč po svetu. Redka pa so pozitivna sporočila tudi o slovenski znanosti, umetnosti in kulturi. In vendar nas le dosežejo novice o velikih, tudi svetovnih uspehih in odkritjih naših profesorjev, znanstvenikov, umetnikov in raziskovalcev. Karizmatični filmar Michael Moore je na letošnji svetovni premieri dokumentarca Kje napasti sedaj predstavil Slovenijo kot čarobno deželo, z zgledno urejenim področjem in kakovostjo univerzitetnega študija. Naši študenti se niti ne zavedajo, kakšne ugodnosti jim nudi slovenski visokošolski sistem. Kako se na primer počuti ameriški diplomat s $100,000 dolgom po koncu študija. Odpirajo se nove in nove smeri na naših fakultetah. Akademija za glasbo komaj čaka na večjo stavbo, da uveljavi že zdavnaj načrtovan študij na številnih praktičnih področjih, na primer muzikoterapije, priznanje in izvajanje na evropskih akademijah, tripartitni študij, glasba, medicina in psihologija je že pokazal nedvomne prednosti pri zdravljenju stresa, izgorelosti, depresij in drugih duševnih motenj. Že Beethoven je izrekel preroške besede, da glasba seže veliko globlje v človeško dušo kot vsaka izgovorjena beseda. Spoštovane kolegice in kolegi, emeritusi naše alme mater, ob pregledu na vaš opus obrazložen v utemeljitvah se zavedamo, kakšen ogromen trud, dosežki in odkritja se skrivajo za vsemi navedki, zato kar drži latinski pregovor verba volant, scripta manent. Besede res zaletijo, a padle so na plodna tla. Mladi rod jih je usrkal in se obogatil z vašim znanjem. Zapisano pa ostane vse, kar trajen dokument izsledkov, odkriti in izkušenj. Scripta manent. Ko se v imenu vseh zahvaljujem za to visoko priznanje, vem, da nam delo na naši univerzi ni bila samo služba, ni bil samo poklic, ampak poziv, ki mu bomo ostali zvesti do konca, do zadnjega diha. Naj ta nagovor nadaljuje moja glasba, navdahnjena z ljubavno pesmijo iz Rezije. Tam, kjer je slovenščina ostala in bedela kot
temeljni kamen narodnostnega obstoja, nerazdružljivo vezana z našo ljudsko glasbo. Prelepa moja rožica, prelepa moja ljubica, vstani, vstani že, glej, sonce gori gre. In ko nocoj se zvečeri, ko sonce, luč se poslovi, takrat ugledajo te moji snovi.
Najlepša hvala novemu zaslužnemu profesorju Igorju Deklevi in seveda študentkam, flavtistkam Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani. Spoštovani gostje, spoštovani prejemniki priznanj, lepo, da ste bili danes z nami, lepo, da ste prišli. Strnimo vtise o današnjem dogodku v sosednjem prostoru, kamor vas zdaj prav lepo vabim. Vsem skupaj želim lep dan še naprej. Hvala lepa.